Julia. Sara. Liza. Jakob. Liza me veseli. Naj pa zanima, kako pripravite letalo na vzlet. V bistvu mi usklajujemo in nadziramo vse službe za oskrbo letala, tovora in pa potnikov. Za vsak let se izdela tako imenovani low sheet, lista obremenitve letala, iz katerega, lahko tukaj vidite, iz katerega je razvidno število potnikov, koliko goriva ima letalo, posadka, kakšna je posadka, številka leta, koliko imamo tovora in koliko prtljage. Kaj se pa zgodi, če kakšnega potnika ni na letalu? Če ga ni na letalu in če je počekirana njegova prtljaga, se prtljaga odčekira in s tem tudi potnika. Kaj pa, če manjka kakšen član posadke? Ponavadi se ga počaka, ker drugače letalo ne more odleteti brez posadke. Kakšne pa so vaše naloge pred vzletom? Pokličemo aviomost oziroma stopnice, gorivo. Poskrbeti moramo za zadostno količino goriva in pa za nakladanje prtljage. Zakaj pa uporabljate walkie-talkie? Da se lahko med sabo pokličemo, to se pravi, pokličemo dispatch center, naš glavni center, pokličemo tudi stevardese. Imamo pa tudi 9 linij, tako da so na vsaki liniji posebna služba. Katero je bilo pa največje letalo, ki ste ga vi odpravili z letališča? Največje letalo, ki je bilo odpravljeno z letališča Jožeta Pučnika, je bilo rusko tovorno letalo Antonov 124. Če je odzunaj dež, ali je vaše delo težje? Naše delo je zelo zahtevno, to se pravi, če je zunaj dež ali sonce, ga moramo opraviti v vsakem primeru dobro. A gre kdaj kaj narobe? Dnevno se srečujemo z različnimi izzivi, drugače pa poteka vse normalno.